Videli smo v prispevku, dobili ste izhodišča, ki jih je poslala SDS, pravite, da so dobra, ne boste v koaliciji, bojda greste v opozicijo, hkrati pa boste prav vi jeziček na tehtnici in bi predvidoma omogočili vlado Janeza Janše. Gre vse to skupaj? Samo zdaj, ko smo pri uvodnem prispevku, veste to, da je naša stranka predlagala zakon, ki bi ukinil RTV prispevek, ki ga je podprlo 20 000 overjenih podpisateljev, še ne pomeni, da nas smatrate kot sovražnike in da morate ravno take kontrapropagandne sovražnik Radiotelevizije Slovenija, vsaj z moje kontrapropagandne prispevke. Če mi dovolite, bi lahko samo zaključil misel. Če se vrneva na vprašanje, to lahko ob koncu... Seveda pokomentiral sem prispevek, ker ste to pa želeli. No, se pravi, ni potrebe, da stranko resnice smatrate kot sovražnika, zato ker to nismo. Mi si želimo dobre Radiotelevizije Slovenije in pa predvsem Radiotelevizije Slovenije, ki bo objektivna in bo delovala v korist ljudem. Ste predsednik državnega zbora in predstavnik zakonodajne oblasti in kot takšen si sploh moram za take stvari prizadevati. Kar se tiče bodoče koalicije, bomo videli, mi smo neprestano trdili, da ne gremo v vlado Janeza Janše, da ne gremo v vlado Roberta Goloba, svojo obljubo izpolnjujemo vse svoje obljube in pa načela do naših volivcev in neprestano smo govorili, da ne bomo mi tisti, ki bojo povzročali politično krizo v Sloveniji. In to zagotovo ne bomo, ker naslednji korak bi bile lahko izključno predčasne volitve, kjer bi se rezultat verjetno ponovil, država bi ostajala v blokadi, medtem ko gospodarstvo, ko plače, ko pokojnine potrebujejo nujno vlado in predvsem geostrateške razmere v svetu zahtevajo, da Slovenija čim prej dobi vlado. In zato smo mi tudi rekli, da želimo, ne jo sestavi gospod Golob, ne jo sestavi gospod Janša, se pravi Svoboda ali SDS, ampak nekdo ne že enkrat dobi veliko širino poslancev, veliko večino poslancev in nekdo ne predstavi vsebino, ki se bo skladala z našim programom. In zaenkrat je to bolje uspevalo SDS-u, mi z njimi zagotovo ne gremo v vlado, ampak smo pa pripravljeni podpreti tistega, ki bo zbral čim več poslancev, ki bo blizu tistemu limitu, ki ga potrebuje, da se stavi vlado in ki bo skladil svoje programske izhodišča z našimi. Predstavljena koalicijska pogodba, kot sem jo jaz videl, kot jo je videla naša poslanska skupina, se v dobršnem delu dejansko ujema z našim programom in veseli smo, da je tako. Dobro. Preden nadaljujeva pogovor, poglejmo še eno izmed vaših izjav, ki te dni kroži po spletu. Ker me je letos njegova SDS Milica nezakonito pridržala kot nasprotnika tega režima, ker mi je njegova SDS Milica izvajala nezakonite hišne preiskave, ker so me po njegovi in Hojsovi odredbi želeli pripreti do volitev, da bi ugasnili resnico, je prav, da jim mi to vrnemo z enim lepim darilom, ker smo pač drugačni. Zato bomo zdaj poslali Janezu Janši na naslov vlade tole lepo budilko z logotipom Resnica. To prekrasno darilo bo simbolika za to, da bo po naslednjih volitvah odzvonilo politiki uničevanja, delitev in korupcije. Torej, pravzaprav prosto po vaših besedah tej politiki ne bo odzvonilo, ker boste vi omogočili to politiko. Te politike je takrat odzvonilo, tudi z našo pomočjo. Zdaj se je pa ta budilka, ki bo neprestano zbujala vse v parlamentu, pojavila v popolnoma drugačni luči. Reče se ji poslanska skupina Resnica in zagotovo bo budilka, ki bo neprestano budno spremljala popolnoma vse odločitve, kogarkoli, ki bo že imel možnost odločanja in skrbela za to, da se bo delalo v korist ljudem. Ne glede na to, kaj so mi takrat naredili, vse je bilo dokazano kot nezakonito, vse je bilo izpostavljeno kot nezakonito, moram reči zdaj v tem momentu, da je to kamilica proti temu, kaj mi je v zadnjem času delala stranka Svoboda. Bodo vaši poslanci, če bo prvak SDS-a to zahteval, prispevali podpise, še preden se bo odvilo glasovanje o morebitnem kandidatu za mandatarja? Jaz zato ne vidim nobene potrebe, da bi dajali kakršnekoli podpise. Kot sem rekel, dva pogoja. Se pravi, da se dela v korist ljudem, ob tem, da se zagotovi tisto število poslancev, kjer bo lahko Resnica pripomogla, da se zgradi vlada. In tudi rekel sem, da nam ni pomembno, kdo je ta človek, katera je to stranka, ampak da nam je pomembno predvsem to, da mi lahko pripomoremo pri sestavi vlade in da mi lahko
uskladimo ali pa vidimo usklajenost njihovih programskih izhodišč z našimi. In zdaj v tem momentu kaže, da je temu tako. In če bo te podpise vseeno zahteval, mu boste dali ali vam bo moral verjeti na besedo? 16. maja imamo svet stranke, ki se bo o tem odločal, poslanska skupina in njihovo mnenje je tukaj seveda pomembno, tako da bomo videli potem, ko se o tem pogovorimo. Ampak jaz še enkrat ne vidim potrebe po tem. Predlaga se bo posvetovalni referendum na interventni zakon, ki ste ga zaprav pomagali oblikovati. Zdaj vaše geslo je moč ljudem. Ste za to, da se ljudje odločajo o tem interventnem zakonu na referendumu? Mi smo vedno in povsod za povečevanje neposredne demokracije. Sami smo v zadnjih 4 letih videli, da je bila ta absolutno povožena. Že takrat, ko je bil nek referendum sklican za to, da se pridobi množica na določenih volitvah, potem volja ljudstva sploh ni bila upoštevana, govorimo o konoplji, govorimo o evtanaziji, govorimo o preferenčnem glasu, ampak vedno smo za to, da je neposredna demokracija v porastu in da je čim več referendumov. O predpostavki, da smo mi vložili interventni zakon, za katerega potem normalno smatramo, da je dober in ki je nujno potreben, ker zahteva določene interventne ukrepe, ki bi olajšali življenje ljudem, ki bi dvignili plače vsem, ki bi razbremenili gospodarstvo, ki bi povečali pokojnine, ker bi odpravili prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki bi omogočali delo študentom na ta način, da imajo lahko svoje SP-je, so to stvari, ki jih je treba sprejeti takoj. In vsak referendum na to temo kaže v bistvu samo na to, da predlagatelj ali pobudnik takega referenduma nima v resnici nobene druge vsebine, o kateri bi razpravljal, da ni tukaj zato, da bi delal za ljudi, ampak želi samo ustaviti nekaj ali pa se boriti proti nekomu, ki dela za ljudi. Kaj pa ta milijardna luknja, ki se omenja, če bi bil ta zakon sprejet? To milijardno luknjo bi absolutno lahko zakrpali na mnogo načinov, katere smo mi že velikrat omenjali. Če gledamo samo na dejstvo, da skozi korupcijo izgine 3,5 milijarde evrov, a veste, ko ste gledali kisle obraze ob moji izvolitvi, ti niso bili zato, ker ljudje mene ne bi marali, ampak ker se odrekajo že utečenih poslov ali pa še poslov, ki v prihodnosti izražajo dobro sliko za zasebne interese. In če mi samo ustavimo del korupcije, mi to milijardno luknjo zakrpamo. Obenem so tukaj še druge kompleksne stvari, o katerih lahko danes razpravljamo celo uro. In če govorimo o tem, da bi znižali davek na najemnine za najeme stanovanj, imamo ob tem še tudi register, kjer bi sivo ekonomijo seveda zmanjšali, tukaj bi se pojavila dodatna vsota denarja. In en kup denarja je, ki se lahko tukaj pojavila, optimizacija javne uprave, potem preprečevanje financiranja, bi rekel, nepotrebnih socialnih transferjev, potem preprečevanje financiranja nepotrebnih vladnih organizacij. Se pravi, denarja je dovolj, samo se nepravilno razporeja. Lahko dokončno potrdite, da vaših poslancev ne bo v 2 ključnih delovnih telesih v Državnem zboru. Veliko je bilo razpredanja o tem, torej, da bi imela tako imenovana koalicija večino v KNOVS-u in pa v odboru, ki nadzira finance. Da. In to je bila moja ideja, ker bom jaz predlagal in odlok o ustanovitvi vseh delovnih teles in pa seveda razrez sestave delovnih teles. In ta ideja je bila v moji glavi že vsaj teden dni nazaj, zdaj pa 2-3 dni nazaj že napisana. In vesel sem, da jo nisem prej poslal vsem, bi rekel, poslanskim skupinam, izključno zaradi tega, ker sem 2 dni zdaj užival v temu, da se ljudje že od 10.4. ali pa da se določene stranke že od 10. aprila ne ukvarjajo z delom za ljudi, ne ukvarjajo z vsebino, ampak se ukvarjajo izključno z stranko Resnica in našimi volivci. In zadnje 2 dni smo poslušali laži, špekulacije o tem, kako bomo mi zasedali neke komisije, ki pripadajo, bi rekel, opoziciji in ki vršijo neke nadzore. Stranka Resnica ne bo nastopala ne v komisiji za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, niti ne bo nastopala v komisiji za nadzor javnih financ. In danes, ko so oni zvečer prejeli ta razrez delovnih teles, verjamem, da je vsem, od Levice, SD-ja in pa Svobode, prekleto nerodno, da so kaj takega sploh izjavili. Samo še to, zamenjali boste sekretarko predsednika parlamenta Uršulo Tavčar Zore, ki je na tem položaju 12 let. Špela Ocvirk jo bo zamenjala
Je kakšen spor v ozadju te zamenjave? Ne, pravzaprav ne. Gospa Uršula je se izkazala kot dobra sekretarka, hvaležen sem ji za vse opravljeno delo, ampak po 12 letih mislim, da je čas za neko osvežino.